S kitkom v svet pravljic. Radio Sora poslušate in kot vsak torek ob tem času je tudi zdaj le čas za pravljične minute. Slišali boste korejsko ljudsko pravljico o miški, ki je bila maček, pes in tiger. Prebrala pa nam jo bo knjižničarka Polona Homec. Nekoč je vran nesel v kljunu miško. Uboga miš, a pa je le imela srečo. Nekako se je izmuznila in padla v rano iz kljuna. Padla je v mehko travo, prav pred čarovnikovo kočo. Čarovnik jo je vzel v naročje in nesel noter. Pripravil je blazinico za spanje. V skledico je dajal slastno hrano. Prav dobro se je godilo. In ko je miš zrasla in se okrepila, je šla sama ven. Ajoj mene, že za prvim drevesom je srečala velikega mačka. Komaj mu je ušla. Potožila je čarovniku, da se strašno boji mačka. No, da se ga ne boš več bala, te pa spremenim v mačko. In čira čara mačka stara, miška je zrasla v debelo mačko z debelim repom in dolgimi kremplji. Nikogar več se ne bojim, je zamjavkala mačka in takoj stekla ven. Srečala pa je tistega mačka od včeraj. Kako se ga je ustrašila! Čisto je pozabila, da jo je čarovnik spremenil v debelo mačko z debelim repom in dolgimi kremplji. Čisto je pozabila, da ga lahko prežene, če hoče. Kot plašna miška je zbežala nazaj v kočo. Ja, koga si se pa danes ustrašila? Saj si vendar velika mačka, je čarovnik vprašal mačko. Miš, ki je bila spremenjena v mačko, ni hotela priznati, da se še vedno počuti kot drobna miška. Zato se je zlagala. V hišo me je pregnal velik, res velikanski pes. No, te bom pa začaral še v večjega, res velikanskega psa. Potem se ne boš nikogar več bala. In čira čara 1, 2, mačka spremeni se v psa. Mačka je zrasla v velikega črnega psa z ogromnim gobcem in ostrimi čekani. Nikogar več se ne bojim, je zalajal pes in stekel ven. Ampak joj, pes je srečal tistega mačka od včeraj. Kako se ga je ustrašil! Čisto je pozabil, da je zdaj velik črn pes z ogromnim gobcem in ostrimi čekani. Čisto je pozabil, da mačka lahko prežene, če hoče. In kot plašna miška je zbežal črni pes nazaj v kočo. Ja, koga si se pa danes ustrašil, je čarovnik vprašal psa, ko je videl, da se trese od strahu. Saj si vendar velik pes. In črni pes ni hotel priznati, da se še vedno počuti kot drobna miška. Zato se je zlagal. V hišo me je pregnal mogočen tiger. No, te bom pa začaral še mogočnejšega tigra, se je zasmejal čarovnik. Potem se ne boš nikogar več bal. Čira čara mager miger, pes postane strašni tiger. In pes je zrasel v mogočnega in strašnega tigra. Nikogar več se ne bojim, je zarjovel tiger in stekel ven. Ampak joj, tiger je srečal tistega mačka od včeraj. Kako se ga je ustrašil! Čisto je pozabil, da je najmočnejša žival v gozdu, da je 100-krat večji od mačka, da mačka lahko požre, če hoče. In kot plašna miška je zbežal tiger nazaj v kočo in se skril pod čarovnikovo posteljo. Tam se je tresel in šklepetal z zobmi. Ja, koga pa si se ustrašil, mogočni tiger, je čarovnik začudeno vprašal. Ali živi v gozdu še kaka žival, ki je močnejša od tebe?
Miš, ki je bila spremenjena v tigra, je zajecljala s tankim mišjim glaskom. Mačka, mačka, se bojim. In zdaj je čarovnik spoznal, da miško lahko začara v mačka, v psa ali v tigra. Ne more pa zares spremeniti njenega plašnega mišjega srca. Miška se bo vedno počutila kot miška. Odčaral je tigra spet nazaj v miško, jo vzel v naročje in je zanjo lepo skrbel še naprej.